Prav lepo pozdravljeni v prvi reportaži, ki jo snemamo skupaj z Zvezo kmetic Slovenije. Ja, tukaj na Rogli je prav zanimivo, marsikaj se dogaja, med drugim boste videli, kakšna je pot do Lovrenskih jezer, videli boste pa tudi, pa slišali, kako se pripravi pohorski lonec. Pa kar začnimo. Gospa Andreja, če gledamo malce dneve nazaj, nam je bilo vroče, da nam je dol teklo, zdaj tu na Rogli nas pa skoraj da malce zebe. Ja, tu pa je prijetnih 14-15 stopinj, tako da poleti je zelo prijetno tule. Za današnjo druženje pa še toliko bolj, kaj ne? Smo pa naročile sonce, tako da bo. Deva nekaj besed o vašem društvu kmetic Zarja. Iz kje ste, koliko vas je? Ja, Društvo kmetic Zarja je bilo ustanovljeno leta 1993, šteje okoli 150 članic, smo pa združene iz dveh občin, občina Slovenske Konjice in občina Zreče. Nekaj članic pa prihaja tudi iz sosednjih občin. In koliko časa ste vi na predsedniškem mestu? Jaz sem zdaj že drugi mandat, imamo v statutu, da smo lahko 2 mandata, tako da 4-5 let, pa še 3 leta, potem pa predam z veseljem eni drugi. Zdaj verjamem, da ni ravno gneče za predsedniška mesta. Sploh ne, tako pa eno bomo že našle. Med 150 ženskami pa ni problem, eno najdite. In kakšne aktivnosti se organizirate skozi leto? Kot vsa ostala društva, tudi mi najraje seveda se ženske udeležijo kakšnega izleta. Imamo kuharske delavnice, izobraževanja, pohode, pa vesela druženja. No, v Zagorju pogosto poteka izbor kmetice leta. Zdaj ne vem, je bila že kmetica leta izbrana tudi že iz vašega društva? Seveda, z velikim veseljem lahko povem, da sem prvo leto, ko sem začela z predsedniškim mandatom, je kandidirala iz našega društva Karolina Črešnar in je bila seveda izvoljena in je bila kmetica leta 2017. Se pa verjetno strinjate, da je to vedno lepa prireditev, vedno polna dvorana. Še prej včasih je ravno na tistih dnevih ponavadi bivši kmetijski minister, gospod Židan, praznoval svoj rojstni dan. Ja, tako. To je bilo zelo veselo in vedno je prijetno in fajn. No in kaj se bo danes vse dogajalo tu na Rogli? Danes imamo pa na Rogli prvo Zveza kmetic in naše društvo organizira pohod na Lovrenška jezera. Kot vsako leto pa je danes tudi tu praznik pohorskega lonca, kjer se ekipe pomerijo v kuhanju originalnega pohorskega lonca. In kakšen je originalen, pa mimogrede ga tudi vi znate skuhati? Originalni pohorski lonec je Darinka Orlačnik, ki pa je žal že pokojna in njej v spomin se vsako leto še zdaj naprej kuha pohorski lonec. Skrivnosti. Ja. In prijetno tekne, ne? Seveda, saj so kar 3 vrste mesa, pa se boste poskusili. Pa videli tudi potem, kako se kuha. Seveda bomo pa prešli še na en tak malce daljši sprehod, pohod, znamenita jezerca, ne? Ja, to so zelo prijetna tura po ravnem, nobenih hribov, tako da je primerna za vsakega, mala jezerca in borovci in se splača se dake videti. Gospa, moram priznati, da se največ zadržujem pred tolo mizo, Zdaj sploh, ko ste tele slaščice odkrili, kaj vse ste pripravili za dobrodošlico? Danes smo pripravili nekaj kiflčka, potem ocvirkaka, ognjično potico, pa malo tole borničevca. Pa vidim tam eno pogačo, ne vem, z kislo smetano? Ja, to mi rečemo ognjična potica. A to je to? Ja. A to ste članice pripravile? To smo pripravile članice Društva kmetic Zarja. Koliko časa ste pa že vi članica tega Društva kmetic Zarja? Je pa že to kar od vsega, za samega začetka, ja. Ste bili med ustanoviteljicami? Bila sem že takrat zraven, ja. Ja. Kakšno funkcijo pa zdaj opravljate v samem društvu? Blagajnik sem že enih 15 let. Ste bili kdaj tudi poprej predsednica društva? Ne.
To pa ne. Gospa, vi pa ste tudi podpredsednica Zveze kmetic Slovenije. Pa če vas takole vprašam, kakšen pomen se vam zdi, da ima ta zveza, da se ženske nekako kmetice združite, da se srečujete? Ja, mislim, da je zelo ima velikega pomena, da se kmetice iz cele Slovenije dobivamo, recimo tako je danes tle na tem pohodu, dobivamo se na izboru kmetice leta, potem imamo občni zbor zveze, potem pa na raznih takih prireditvah in tekmovanjih, ko imajo tekmovanje v raznih kulinaričnih tekmovanja. No. Potem pa zelo pomembno je tudi, ker smo v raznih svetih, ki kot lahko opozorimo na probleme, ki jih imamo ženske na podeželju in na kmetijah. Mislim, da je to kar velikega pomena, da imaš nekoga odzadaj, ne, na množico, ne vem, mislim, da je okrog 6000 žensk zdaj združenih v Zvezo kmetic. In če gledate zdaj leta nazaj, se vam zdi, da se je status kmetic izboljšal? Definitivno se je izboljšal, ampak še vseeno to gre prepočasi, ne, ker še zmeraj ni dosti cenjeno delo na kmetice in pa gospodinje, ni dosti cenjeno, no, nikjer ni. Še marsikatera kmetica je še brez zavarovanja, pa iz teh stvari. No. Glejte, takole, ko se začne nekje vojna, pa če so to dve državi, ki sta zelo pomembni na kmetijskem področju, se potem šele vidi, ne, kako dobro je, da imamo tudi mi čim več samooskrbe. Ne? Ja, sigurno, da samooskrba je zelo pomembna. Je pa res, da je pa taka situacija, da se bojim, da se opušča kmetijstvo. No? Saj v teh hribovskih se zmanjšuje stale živine, nekaj je to zaradi draginje, nekaj je pa to, letos nas je zelo prizadela tudi suša in bomo kar težko preživeli živino čez zimo. No? Ker je slabo stanje, ne? Se greva vse skupaj. Ja, zelo slabo stanje je letos sploh tale suša. No. Pa ste optimistka, da, ne vem, da bo tudi Slovenija postala večja pridelovalka teh dobrin, ki jih vsakodnevno uporabljamo za življenje? Ja, jaz mislim, da v tem sem optimist, ampak mogle se bojo pa popraviti cene, ne? Ker vsak, če ne boš imel dobička, ko boš nekaj delal oziroma vsaj nekaj zaslužil, potem mislim, da pač, ker se ne splača in potem mladi rajši grejo v službo in na kmetiji pa tako, vejte, ti kaj zaslužiš, vložiš nazaj v kmetijo in dostikrat si pol ne vzameš za dopust in tako naprej. No. Imate doma kmetijo? Ja, imamo kmetijo, ja. In kakšno kmetijo imate? Mi imamo doma ekološko kmetijo, imamo mešano, redimo govejo živino in pa nekaj zelenjave, ki jo prodajam v vrtec pa v šolo v Zreče. Problem pa je, ko ste dejali, so odkupne cene. Ne? Ja, problem so pa odkupne cene, pa mislim, da tudi mogoče malo organizacija odkupa pa te stvari. No. Čeprav ne, nam v trgovini se zdi pa potem kar precej drago, ne? Ja, saj veste, to je kar nekaj posrednikov vmes, ampak jaz mislim, da še ni tako drago, ker noben še mi ni rekel, daj mu dam en košček zemlje, da si bo kaj vsijal. Ker še zmer se mu bo splačal iti v trgovino. Jaz sem to bolj tako v šali dejal, ne? Nam se zdi drago, ne? Je pa res, da trgovine malce primaknejo zdravo, kmetje pa zelo malo dobite. Ne? Ja, definitivno. Ne? Če bi to razmerje gledal, je zelo slabo za kmeta. No. Upajmo, da bo boljše. Ne? Ja, borimo se. Gospa Mihaela, ne? Vaša ekipa je pa najbolj številčna. Seveda, nas je udeležilo kar 34 žensk, nekaj imamo tudi partnerjev sabo, tako da super. No, iz katerega društva pa prihajate? Prihajamo iz društva Kmetič Šentjernej, katero deluje že 31. leto bo letos.
V društvu smo zelo aktivne, vse strani občine, vse strani šole, vrtca. Posebej poudarim na vsaki taki prireditvi, kadar imamo, da smo tudi sodelovali pri organizaciji kolesarskih maratonov, ki je bil dobrodelni za vrtec. Potem imamo kuharske tečaje, izlete. Vsako leto gremo tudi enkrat na morje, seveda zdaj pa Jernejevo, smo pa sploh aktivne. Imate tudi v vašem društvu že kmetico leta? Ne, smo je pa tudi že zbirali, samo takrat, če jaz tudi nisem bila kot predsednica, tudi zdaj sem že nehala, no, pač 13 let sem bila predsednica, je bila predlagana, samo ni bila izbrana. No, vi imate pa tudi doma kmetijo? Ja, mi imamo tudi doma mešano kmetijo. Imamo krave dojelje, pa prašičke, piščance, zajčke, kure. Tako. Zdaj ob tej krizi, ko je vojna, Ukrajina, Rusija, vidimo, kako dobro je, da imamo kmečke korenine, pa vseeno nismo samozadostni. Ja, jaz mislim, da je kar malo preveč to padlo nazaj. Jaz se spomnim, ko sem jaz v šolo hodila, ko so moji otroci v šolo hodili, so bile največkrat besede, učite se, da vam ne treba delati. Samo brez dela ni jela. Brez dela ni jela in tudi svoje otroke sem tako naučila, da vsak si doma predela, sicer so v službi, ampak se radi vračajo domov pomagati na kmetijo in tudi sami imajo svoje vrtove in vlaganje in priprava na vzemnico, tako bom povedala. Zdaj se še toliko bolj zavedamo, da brez kmetov pa kmetovanja bi bili lačni. Ja, se zavedamo, samo jaz mislim, da je ta prva vzgoja bi mogla biti doma, v šoli in v ostalih skupnostih, katerkoli še upravljajo. V glavnem je pa poudarek tudi v šoli bi mogel biti bolj poudarek, kako spoštovati zemljo. Tudi ne samo, da ti predelaš, tudi je spoštuješ, da ne delaš škode, ko greš na pohode, da pospraviš za sabo in tako naprej. Kar se dogaja marsikje po gozdih in po travnikih in po naših lepih košenicah. Korona je kar onemogočila to vrstna druženja, zdaj se je nekako spet odprlo. Verjetno ste tudi vi čakali te čase lepše, ne? Ja, jaz moram povedati, da v našem društvu imamo tudi po 60 do 70 aktivnosti letno. Tako da je bilo kar majčkeno zadovoljstvo, da smo videli tudi, kako je drugače, ampak smo spet komaj čakali, da smo se dobili skupaj in da se družimo naprej. Vse skupaj lepo zahvalila, ker ste sprejeli našo povabilo in se udeležili tega že ta drugega pohoda. Letos ta drugega, ki smo ga organizirali, pa tudi sicer v našem delovanju je to ta drugi pohod. Glede na današnji odziv, jaz mislim, da bomo to ponovili drug let. Tako da jaz vam želim, da se imate danes na Rogli fajn. Vesela sem, da ste prišli prav z vseh vetrov, tako da lahko rečemo, da je Slovenija v malem danes tukaj. Jaz verjamem, da bomo probali tudi eno še tradicionalno jed, pohorski lonec, ki ga bodo tukaj tudi članice, ki so naše članice skuhale in pa ostala društva. In tako, to je košček našega dela, da spoznavamo našo Slovenijo, pa da našo tradicijo spoznavamo in da se predvsem imamo zelo fajn in da se družimo, kajti po telem času, ko smo imeli zdaj je to obdobje malo manj druženja, je to vse malo bolj tako, ampak jaz upam, da bomo tudi danes prišli vsi domov zdravi in da bomo z novo energijo delali tudi stvari, ki nas čakajo, ki smo jih doma pustili, pa je verjetno jih ne bo nobeden ponaredil. Tako da želim vam, da danes uživate, gremo do jezer, potem pa pridemo tukaj nazaj. Tako da gremo skupaj, jaz bom bila prva. Gremo, ne?
Sloboda Božič. Kaj postavljajo? Mi kar ne štajnjamo, da stavimo zemljo, ampak sami ne postavimo gorega, križ. Še enkrat dobrodošli na Pohorju oziroma na Rogli, kot sem že prej rekla, po domače Ravgli. Pohorje je dolgo približno 50 km, razprostira se v smeri zahod-vzhod in je široko približno 20 km. Geološko je to področje starih kamenin, to so metamorfne kamenine, predvsem so tu tonalit, marmor, potem tudi škrilavci in ravno zaradi te nepropustnosti tal so tukaj nastala tudi najvišje ležeče barje v Sloveniji, to so ta tako imenovana Lovrenška jezera, to sestavlja 20 jezer, nekje so globine do 1,20 m. In se pa ta barja tudi širijo tudi v smeri Osankarice, ampak Lovrenška jezera so posebej zaščiteno področje. Tam boste hodili po leseni potki, je tudi stolp, ko si lahko seveda nekako dobite drugačen vtis, kot če greš samo po tisti ravni potki. Drugače je pa tukaj na tem področju, predvsem so sedaj iglasti gozdovi, v preteklosti pa v urbarjih je zapisano, da je bil to Buchenwald, to pomeni, da so bili to bukovi gozdovi, zaradi gospodarskih interesov so pa potem tukaj posadili smreko in so se potem razvila seveda predelava lesa, glažute in seveda to je bil eden od pomembnih prihodkov ljudi, ki so tukaj živeli. Drugače pa tukaj je tudi razvita živinoreja, v preteklosti se posebej so bile tukaj te planje, zelo znane planje, ki so potem sčasoma se zaraščale in sedaj s pomočjo evropskih sredstev se pač ti gozdovi širijo, da bi se nazaj nekako obudilo tudi to pašništvo, ki je seveda tudi z turističnega vidika zelo zanimivo. Domačini pa v glavnem se ukvarjajo tukaj z, kot smo že rekli, večinoma z lesom, z živinorejo, pa seveda tudi z turizmom in s turističnimi produkti, ki pač v to spadajo. Drugače je tudi Pohorje zelo znano potem, ker seveda te reke, ne odtekajo v podzemlje, ker ne morejo zaradi kamenin in med najbolj znanimi rekami z tega področja so predvsem recimo Dravinja, ki ima najširše porečje, se pravi izvira na južni strani Pohorja, potem je tukaj izvir Pake, recimo Volovica, tam odzadaj je razvodnica med Savinjo in Dravo, Paka se izliva v Savinjo, medtem ko Mislinja tukaj, ki pa potem odteka v Dravo in naprej v Donavo proti Črnemu morju, vse. Potem druga pomembna reka je Radolna, to je na pesku, če ste že kdaj bili, na eno stran je Radolna, na drugo stran je reka Oplotnica, Oplotnišica.
Potem recimo na področju Maribora, pa seveda od Polskave, pa seveda manjših potokov. Na južno stran, predvsem tukaj na področju Rogle, je pomembno prispevala k razvoju prav kovaška industrija oziroma zdaj Unior, ki je seveda eno od svojih področij, ki mu je dal posebno pozornost, je bilo področje turizma in ste videli, kaj je v vseh teh letih nastalo. Tako je to tudi turistično zanimivo področje, tako poleti, po zimi, objekti, skratka vsakdo lahko najde na nek način svoj način preživljanja prostega časa in kot sem rekla, ravno bogastvo teh pohorskih gozdov pa so številne poti, lahke poti, tako kolesarske poti, seveda lepo urejene poti, tako da vedno več turistov prihaja sem. Med pomembnimi osebnostmi z tega področja bi mogoče omenila Jurija Vodovnika, ki je bil, bi rekla, naravni talent in je zapisal kar nekaj pesmi, seveda v svojem pohorskem dialektu in z tega vidika seveda tudi pomemben del kulturne dediščine je to. Med zapisovalci teh raznih zgodb in razvoja in kako se je živelo tukaj, pa je gospod Gričnik, tako da tiste, ki ste malo bolj knjižni molji, lahko napotim, da mogoče tudi kaj tega prečitate. Drugače pa ja, vedno, kot vidite, tukaj poleti so številne prireditve, danes recimo je posebej ta praznik pohorskega lonca, ki ga je seveda nekako ta recept pripravila gospa, ki je danes žal ni več med nami, ampak pohorski lonec si utira pomembno mesto tudi na področju kulinarične ponudbe. To bi bilo zelo na kratko o tem področju, kjer zdaj ste. Sonja, zdaj ne vem, bi bila naporna pot? Ja, ne glih, no za mene ne, jaz sem že tretjič tle, tako da ni bilo hudega. Doživetje pa je, tudi če je človek tretjič. Seveda je. Se pogosto udeležujete takih in podobnih izletov? Ja, velikrat. Kaj pa vi, ste prvič na tem izletu? Ne, jaz sem pa pogost bila tule gor, ker smo imeli v službi tle hiško in smo dopustovala z možem in smo redno hodila semle na Lovrenška jezera. Se je v teh zadnjih letih kaj spremenilo? Ja, veliko, zdaj je nova potka, sem ugotovila, narava se spreminja tudi cela, pa ljudi je več, drugače pa fajn. Jaz, verjetno vi ste vedeli, da tu rastejo borovnice. Jaz nisem vedel, zdaj lončka nisem imel, zdaj imam roke bolj kot ne vijolične. Vi ste pa vedeli to, ne? Ja, in brusnice tudi rasejo. Ja, in gob smo veliko nabrali tudi, ko smo bili tule. Zdaj pa jih ni tu blizu, da je treba kar jeti daleč. Drugače pa je dosti teh gozdnih pridelkov. Drugače pa vi ste članica tega zagorskega društva, ali pa iz Laškega, Zveza kmetic tudi. Članica pevske skupine Klasek, ki ga vodi Irena Ole. Ste tudi kmetica? Tudi iz Motnika imamo kmetijo, 50-60 krav, pa še 60 mlade živine, gorska kmetija v hribih. Zdaj so pa že mladi nasledniki, imamo pa že. Včasih se o kmeticah ni toliko govorilo, se bolj o kmetih, Se kje spreminja to? Ja, zdaj malo bolj kmetice smo v ospredju, pa tudi trudimo se, da bi bile enakopravne pa enakovredne moškim. Ste že kdaj kandidirali za kmetico leta? Sem. In? Ja, uspela na 2. ali 3. mesto. Tisto leto je bila kmetica leta Franska Javršek, to je bilo 2011.
No, z nami pa je tudi, ne? Ja, Že kmetica leta, ne? Jožica Lokošek. Jožica, kako pa vi gledate na to vrstne pohode pa to vrstna druženja? je vsekakor pozitivno. Za mene je danes to izziv. Nikoli ne hodim ne na pohode, doma je precej korakov, ampak to ni to. Tale pot bi bila nekaj posebenega. Čeprav sem prej mislila pa v konc, pa smo že tam, pa še nismo bili, pa smo šli nazaj, ampak smo premagali te ovire, pa fajn je bilo, pa druženje, pa veliko žensk srečaš, ko jih že poznaš. To je preko Zveze kmetic Slovenije, mi smo pač iz našega društva se priključile in smo vesele, zadovoljne in da smo prehodile vse lahka pot. Ne. Lepo je bilo. Karolina, ne? Tudi vi ste bili v preteklosti že kmetica leta. Kakšni so spomini na takrat? Ja, bila 5 let mineva, zelo lepi spomini. Ampak moram reči, da s tistim naslovom, ki sem ga dobila, sem dobila tudi kar precej nalog, ki pa jaz srčno upam, da jih dobro upravljam. No, danes vas pa vidimo s firtuhom, ne? To pomeni, da imate nekaj prstov vmes, ne, pri kuhi tega pohorskega lonca. Ja, moram reči, da sem zelo ponosna na ta pohorski lonec, ki se že leta odvija, posebej še zdaj, ko je avtorica tega pohorskega lonca žal preminula. In dejansko bom rekla, da je to njej v zahvalo za vse, kar je dala Rogli. In tudi temu, da je ta pohorski lonec, to je namreč njena jed, živi še naprej, kljub temu, da Rinke ni več. In koliko skupin je danes, ki pridno kuha? Žal, moram vam povedati, da nisem imela časa iti okrog, ampak glede na to, da malo pogledam levo in desno, jaz mislim, da nas je kar okrog 10 in moram reči, da je eno lepših let, no, ker smo pravzaprav prisotni vsako leto, ampak, a veste, mi ne hodimo sem zaradi tekmovanja, ampak zaradi druženja, ki je pa sploh zdaj po koronskem času še kako potrebno. No, jaz sem že poskusil tudi pohorski lonec, ker se je prijel tudi drugje po Sloveniji, ampak za tiste, ki ga še niso, kakšne so sestavine? Kaj vse ste dali notri? Ja, moram vas najprej opozoriti, da gre za dve vrsti oziroma dve različne imena. Eno je pohorski lonec, eno je pohorski pisker. Mi se pogovarjamo danes o pohorskem loncu, kjer so sestavine poleg seveda domačih, torej čebule, to, kar raste v goši, bi temu pri nas rekli, torej v gozdu, gobe. Potem je zelo pomembno tudi 3 vrste mesa, mi imamo svinjino danes, teletino in perutnino. Če slučajno se zgodi, da imamo kak košček, še kakšne divjačine, je zagotovo pohorski lonec še boljši. In pa ješprenj kot neka domača jed, pa seveda tudi krompir, ki tudi seveda doma na domačih njivah zraste. Moram se pohvaliti tudi letošnje leto, krompirja bo zgleda zelo lepo. In koliko časa se je kuhal? Mislim, da je zdaj že pri koncu, ne? Seveda, glede na to, da imamo svinjino, mi moramo vedeti, da svinjina ne potrebuje ne vem koliko, govedina bi bilo malo dlje. Jaz lahko rečem, da če ravno imamo samo en lonec, če doma kuhaš, preko skuhaš posebej ješprenj, posebej skuhaš krompir, potem se skupaj sestavine zmešaš. Ja, ampak ene 3 do 4 urce pa le mora biti. Pozabila sem še prej na sestavine. Ogromno drobnih stvari, največ je pa pomembno, da je zraven dobra volja in pa ogromno ljubezni. Ja, gospa, od vas, kolegice, smo že marsikaj zanimivega slišali o vašem društvu, ampak zdaj pohod je za nami. Pohorski lonec smo preizkusili, no, vaši vtisi. Zelo zanimivo, mi smo se danes v našem društvu povezali z društvom upokojencev Šentjernej, tako da smo kmetice išli Šentjernej in upokojence skupaj, nabralo se nas je 33 za cel avtobus, šli smo večino, da se šla do Lovriških jezer, zelo zanimiva, fina pot skozi gozd, tako. Sproščujoče, no, meditativno bi rekla. Tako da nazaj, kde smo potem probali ta pohorski lonec, zelo okusen, tako da nekaj novega, no. Tudi štrudel za pohvaliti smo se tudi malo vmes že na zobale Borovnic, tako da je ena zelo prijetna pot, no, za nas. Vas v društvu še kaj čaka do konca leta? Ja, zastavili smo si kar nekaj načrtov, zdaj v društvu ta mesec s 15. augustom se začenja Jernejevo, to je naš občinski praznik, kjer smo kmetice zelo vključene, s peko, predvsem tako sodelujemo na maratonu kot na postavljeno klopoca. Potem kot novost uvajamo razstavo mavričnih paradižnikov, se pravi to, kar pridelamo kmetice in bomo tudi razstavljali. Sodelovali
bomo na odprti kuhinji, potem tudi na tradicionalnem sejmu, tudi tam bomo razstavili paradižnike, tako da malo širimo to kulturo, oziroma še širimo to, kar so do sedaj že delali kmetice, bomo še povečali ta obseg del. Tako. In kakšno funkcijo vi upravljate v društvu? Jaz sem od letošnjega leta, od 1. aprila, sem pa jaz nova predsednica društva Kmetic Šentjernej. Ampak zdaj tisti 1. april, ne? Ja, je sicer 1. april, ampak je res. Je res, ne? Energije je pa verjetno zadosti za 1-2 mandat, ker več, ne vem, ste lahko? Ja, bomo videli, kako bom zdržala. Zdaj, glede na to, da sem kmetica, da sem samostojna podjetnica, mama, žena, energije za izvoz, pomagajo mi članice, ki so zelo pridne. Moram pohvaliti, da imamo zdaj že, mislim, da 110 upisanih članic, kar je, ko se mi zdi, za šentjernejsko društvo, mislim, občino, kar zelo veliko število članic. In večina zelo pridnih, tudi tako, vsaka si lahko nekaj najde, lahko je z ročnimi deli se ukvarja, prirejamo različne delavnice kuharske, se povezujemo na izletih, tako da dogajanje v društvu je zelo pestro. Dajte mi povedati, dan ima 24 ur, meni vedno kaj zmanjka, kako vi najdete čas poleg kmetovanja, vseh ostalih funkcij od mamice, žene in tako naprej, še za delovanje v društvu? Ja, pravijo, kar imaš rad, to ni težko delati, tako da v bistvu kmetice tudi iščemo ta povezovalni moment, rade se družimo in to je tudi en tak moment. Zdaj, nekdo pa mora tudi take funkcije prevzemati, sicer svet se ne bi premikal naprej, ne. Tako da ja, se najde z dobro organizacijo, pa mogoče kakšna stvar ne počaka, pa se jutri naredi, pa je narejeno vse. In kakšna je vaša kmetija? S čim se ukvarjate? Moje kmetije, naše kmetije, sicer nekoliko manjše kmetije, večinsko pa se ukvarjamo s pridelavo zelenjavo. V bistvu se ukvarjam tudi z dostavo zelenih gajbic na dom, tako da pridelujemo naravno hrano pod Gorjanci. Mož zelo veliko pomaga tudi otroci, imamo šparglje, imamo tudi nasad aronije, tako. Ampak brez moških res ne gre, ne? Ne, to pa jaz zmeraj poudarjam in v bistvu brez moških, da bi tudi ta strojno delo opravil, oziroma predvsem moralna podpora tudi ne gre. Tako da kapo dol tudi moškim. Vsem. Hvala. Hvala tudi vam. Ja, gospa predsednica, danes je pa tole res uspelo, ne? Jaz mislim, da ste tudi kar malce utrujeni, vnučka tudi. Ja, to je naporno za nas pisarniške delavce, ne? Pa take, ko imamo v predelavi delo, ampak smo zmogli in ja, kar veliko se nas je zbralo, kar je zelo fajn in tudi uspelo nam je priti gor in dol. No in če zdaj črto potegnete pod tole organizacijo, soorganizacijo, kako bi se skupaj ocenili? Ja, jaz mislim, da je prav, da smo se odločili še za en datum, ker prvič smo bolj na hiter sklicali, pa takrat ni bilo odziva, no zdaj pa ta prireditev tukaj in smo nekako pridružili tudi naš pohod tukaj in jaz mislim, da glede na to, da so res ženske prišle oziroma družine, ker je to družinski pohod, iz vse posod se mi zdi, da je to prava pot in da smo se prav odločili in v veselje mi je, da smo se zbrali v takem številu. Moram reči, da nam je tudi vreme šlo kar lepo po godu, ni bilo preveč vroče. Ste bili prvič na tej poti do Lovreških jezer? Ne, dolgo let nazaj sem že tukaj hodila, no, ampak zdaj pa. Zares, ne? Zdaj pa zares pa. Zdaj bova pa še par besed o sami Zvezi kmetic Slovenije. Kako pomembna je ta zveza tudi zaradi te krize, prehranske pa tudi energetske krize, s katero se zdaj soočamo? Ja, jaz mislim, da vse te krize, ki so, pa naj bo to prehranska, recimo tudi na neko krizo pozabljamo, to je to, bom rekla, psihični položaj kmetic, socialni položaj kmetic. To so res te krize, ki se nas dosegajo in prav je, da zveza poskuša s takimi dogodki in tudi kakšne druge aktivnosti izpeljati v to smer, da se tudi na podeželju govori o tem, da se poskuša reševati, preprečevati, kajti ni malo težav, s katerimi se zdaj v tem času soočamo. Zdaj ta suša je res problem, ker
Poleg vseh problemov, ki smo jih imeli, se zdaj ubadamo še s tem, kako nakrmiti živali, kako preskrbeti družine. Zelo enostavno je iz hleva dati živino ven, čeprav tudi to najbrž letos ne bo tako enostavno, ampak dobre živali nazaj v hlev dobiti je pa bistveno težje. Nas je ob vsej tej krizi lahko kje strah, da bomo lačni? Ja. Enkrat verjetno bomo mogli biti, da bomo imeli tudi drugačen odnos do kmetov, do doma pridelane hrane. Tako da jaz si želim, da moji vnuki ne bi bili lačni, ampak da bi pa dobili spoštljiv odnos do hrane, da ne bi več hrana romala v smeti, tega je še vse preveč. No, danes smo se nekako zbrali na Rogli. Kje se bomo naslednjič? Se že kaj ve? Ja, letos bo še sigurno izbor kmetice leta, pa tudi kakšne druge aktivnosti, potica in te stvari bomo še izvajale. Drugače pa takle pohod pa sigurno bo drugo leto spet tukaj na Lovrenška jezera. Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.